To je zdaj odvisno od Kitajske in Amerike. A se bodo končno že sporazumeli, kako bodo to torto razdelili med sabo? Afriko, celo. Ali bodo še naprej preizkušali svoje moči, tako da bodo vlagali v aktiviranje agentov vsak v svojih interesnih conah. Trenutno Amerika gradi nove baze po celi Afriki, v čemer je zelo malo znanega. Te dosedanje širijo. Vojna v bistvu je vedno manj nekonvencionalna, ampak je vedno bolj inteligentna, vedno bolj se uporablja domačine za prerivanje gospodarskih interesov. Vedno bolj se uporablja drone za pobijanje nasprotnikov in druge sredstva, v katerem je zelo malo znanega. No. Zato se mi prizadevamo, da bi se vse to izvedeli, kar skoraj nikjer ni popisan, nikjer predstavljen. Svet, tako Amerika kot Kitajska, pa mi z Ameriko, no, mi gledamo Afriko predvsem kot skladišče naravnih virov, kot da živijo nekakšne opice, iz katerih smo se mi razvili in prišli na kontinente, kateri danes živimo, pred 200 tisoč do 50 tisoč leti nazaj. Ampak ti ljudje imajo specifične sposobnosti in talente, tako kot recimo rastline v tropskih pragozdovih, ki lahko nosijo zdravilo za raka. In če bomo žrtvovali Afriko, zdaj, ko ne rabimo več sužnjev, v bistvu rabimo samo še dostop do naravnih virov, ljudi, ki so tam rojeni, pa ne. Če se bomo mi spremenili v mašine, ne bomo videli lepoto in talente in čudovitosti teh soljudi na afriškem kontinentu. Jaz mislim, da bomo mi vsi na vrsti potem za iztrebljanje za njimi. Temi, ki so zdaj najbolj izpostavljeni. To so prav gotovo Nubske gore pa Modri Nil. Od vseh staroselcev na planetu, in kjer ne vem, da bi bili tako ranljivi, kot so recimo v Nubskih gorah pa v Modrem Nilu. Povsod drugje je sovražnik že bolj ekološki in bolj antropološki. V Nubskih gorah imajo za sovražnika islamske fundamentaliste, ki nimajo nobenega posluha za animistične kulture, ki dejansko vidijo staroselce kot zveri, no, ki včasih govorijo nekoliko arabsko in streljajo, če se jim smeješ, če se jim posmehuješ. No. Zato bomo mi poskušali zdaj z našimi filmi, s knjigami, pa tudi s testom. Test je, kako spraviti vrtalno napravo v Nubske gore. Moja pot čez Južni Sudan zadnja je bila odkriti, kakšne so zapreke, če je sploh mogoče, in potem pritisniti na Evropsko unijo in Ameriko, da izpogajata s Kitajsko pravico, da tam ljudje pijejo vodo pod njihovimi nogami, da Kitajska prisili islamsko nacionalistično diktaturo v Kartumu, da dovolj eno vrtalno napravo za iskanje vode, ki bo domačinom pomagala iskati to, kar je tam, ne pa voziti od neko delež pa prodajati v plastičnih steklenicah. No. In zato tudi zdaj lobiramo na vseh straneh, med drugim tudi s slovenskim predsednikom. Ja, zdaj, midva sva bila lansko leto na sestanku pri predsedniku Borutu Pahorju in to mu te je sprejel glede na to, da je bil državljan Evrope, da mu je čestital. Potem je pa tudi vprašal, kaj malega lahko on naredi kot predsednik za Nube, glede na to, da to spremlja. Pa mu je Tomo rekel, da v bistvu lahko z nami sodeluje, da lahko Nubam pomaga, tako kot pač predsednik države lahko.
potem je rekel, ja, jaz ne vem, na kakšen način bi, ampak dajte poiskati kakšen dober razlog in bom pač to tudi naredil. No, in ko se je pogovor že končal, sem jaz rekla, lejte, gospod predsednik, glede na to, da ste zelo ljudski, da se znate približati ljudem, da tudi tukaj hodite v pekarne, pečete piškote, pomagate, ne vem, čistiti našo lepo Slovenijo, bi mogoče bilo dobro, če bi obiskal Ida Kamp v Južnem Sudanu, ki je v bistvu na meji s Republiko Sudan. In tam, če bi obiskal ta begunski center, bi verjetno medijsko pozornost usmeril tja in bi še kdo bil, ki bi spoznal te Nube, to njihovo pristnost in morda potem pomagal. No, je rekel, ampak to jaz ne vem, če lahko grem kar tako, res moram imeti dober razlog, no in mi smo zdaj ta dober razlog našli, to je vrtalna naprava in zdaj upamo, da ga bomo prepričali, da bo on tisti, ki bo pomagal to vrtalno napravo tudi do tja s pomočjo svojih kanalov pripeljati. Jaz sem zelo optimistična, Tomo malo manj, ker situacijo bolj pozna, morda sva ravno zaradi tega tudi, ko sva na sami poti, dober par, ker jaz, tako kot prav Tomo, ti kar rineš, ne veš, kakšne nevarnosti te čakajo, ampak jaz tudi med samim reševanjem sem dobila s temi ljudmi dobre izkušnje, ker niso želeli se pogovarjati eden izmed teh, ki so imeli Tomota zaprtega s konzulom iz Kaira. Sem mu jaz potem začela pisati SMS-e in sem mu napisala čisto tako, kot je, da pravzaprav vemo, kaj se z njimi dogaja, da so travmatizirani, da poskušamo tukaj ozavestiti ljudi, da poskušamo povedati, da je ta vojna, ki jo imajo, krivična. In potem je ta gospod začel z mano komunicirati in je tudi obljubil, da bo Toma čez 3 ure spustil. In res je bilo takrat, ko je bil zaprt na severu, čez 3 ure je meni poslal SMS, da je Toma v zraku na poti v Džubi. No, tam v Džubi pa so ga potem prijeli in odpeljali v nacionalno varnost. Skratka, jaz vidim, če ti poslušaš ljudi, če jim daš priložnost, da govorijo, potem začutijo tudi, kakšne vrste si ti in se z njimi da. Tako je tudi, kadar potujeva, vedno na poti, seveda te najprej zaradi svojih zgodovinskih zamer, ki jih imajo do nas, gledajo po strani, opazujejo oddaleč, ampak ko te začutijo, ko ti zaupajo, se odprejo, ti povejo grozljive zgodbe in potem samo še upajo, da bo ta zgodba prišla in naletela na prava ušesa in da bomo lahko tudi jim pač ostali pomagali. Spraševali so me tudi, ko je bil Tomo zaprt, ali mislite, da zdaj, ko ste z njim govorili, Tomo ne bo več šel v Južni Sudan in ne bo več obiskal svojih Nub, no, zato mi ni bilo treba govoriti s Tomom, jaz vem, da bo šel takoj, ko bo priložnost, jaz pa tudi z njim, zato ker ko enkrat začutiš srčnost teh ljudi, ko enkrat vidiš, kakšne krivice se jim dogajajo, ko veš, da mama ne mora posaditi zato, da bo lahko nahranila lačna usta svojih otrok, ker se mora skrivati po votlinah, potem te nič več ne ustavi. Mene tudi pogosto sprašujejo za hčerko, kako se jo dovoliš pustiti samo, a se nič ne bojiš za njo. Jaz vem, da tudi če se meni karkoli zgodi, bodo poskrbeli za njo in ne bo lačna, tako da midva bova šla decembra spet nazaj in jaz srčno upam, da bo predsednik Borut Pahor skupaj z Ministrstvom za zunanje zadeve in pa z ostalimi v Evropski uniji našel pot, da bo skupaj z nami šla tudi vrtalna naprava. Midva sva zdaj napisala pismo predsedniku, ki ga je tudi prejšnji teden dobil in srčno verjameva, da naju bo še predno bo odšel na dopust poklical s kakšno dobro novico, da se bodo lotili tega problema in da bo vrtalna naprava, ki zdaj čaka že 3 leta, tudi prišla v roke tistim, ki jim bo koristila in reševala življenje.